pozdravljeni na strokovnem srečanju z okroglo mizo. Izjemni razvoj in mejniki slovenske interne in urgentne medicine. Zelo nas veseli, da smo lahko organizirali to današnje srečanje, malo potem, nekaj mesecev potem, ko je knjiga Zgodovina medicine izšla. V uvodu najprej za govornico vabim docenta doktorja Marka Juga, generalnega direktorja kliničnega centra, za nekaj uvodnih besed. Lepo prosim. Hvala lepa. Hvala predvsem profesor Zupanič Slavec, da si je v vsej svoji karieri nabrala toliko izkušenj in ohranila toliko moči, da je zdaj, ko se je verjetno z vsemi temi prispevki zavečno zapisala v genom slovenske medicine, temu dodala tudi ta gen interne medicine in urgentne medicine. Skratka, hvala vsem našim zdravnikom, ki tukaj prispevajo. Predvsem pa verjetno se moramo zahvaliti tako kot vedno našim predhodnikom. Medicina, na kateri temeljimo, se verjetno začenja nekje v egipčanski dobi, v grško-rimskih strokovnjakih, na katerih smo potem razvijali naprej vse te naše spretnosti, predvsem pa vrednote. Res pa da je, da v trenutku, ko se obračamo nazaj in razmišljamo, odkje smo prišli, verjetno čas tudi, da pogledamo, kam gremo. In če vidimo, da je medicina danes ene velike preizkušnje, veliko se spreminja, uvedbe novih tehnologij, umetne inteligence in drugih pomoči, ki nam bojo verjetno zelo spremenile naše delovanje, moramo vseeno ugotoviti nekaj, da če pogledamo nazaj, je medicina slonela na velikih zdravnikih, ampak te veliki zdravniki so bili tudi veliki ljudje. In čeprav bo v prihodnosti mogoče res tehnološka doba odvzela nekaj čara medicini, prav tega človeškega odnosa nikoli ne bo mogli nadomestiti. Tega, da bo zdravnik lahko prijel nekoga za roko in sporočil dobro ali najhujšo novico. Zato je to, da smo dobri ljudje, verjetno to, kar se moramo naučiti od zgodovine in tudi naučiti naše naslednike. In izjemno sem ponosen, da sem se lahko učil od vseh, ki ste tukaj ob meni in obljubljam, da bom tale odnos do medicine in do ljudi gojil in prenašal tudi naprej. In s tem bi se zahvalil za vaš prispevek in prosil, da nadaljujemo to izjemno lepo srečanje. Hvala. Najlepša hvala docentu dr. Jugu. Zdaj pa za govornico za uvod vabim strokovnega direktorja interne klinike, profesorja dr. Frasa. V knjigi je napisal en tak tudi zelo dober uvodnik oziroma spremno besedo in mu kar predajam besedo, ker bo odlično povedal. No, super, da verjamete vame. Jaz bi se zahvalil predgovorniku, ako bom rekel, generalnemu direktorju. Nekako lepše živeti v tej ustanovi, če nekdo z tega mesta razume, kaj medicina je in vse približno ve, odkot medicina izvira. Težko je, če pride nekdo iz agroživilstva in podobnih stvari, ureja klinični center. In nenazadnje, tako srečanje seveda ni samemu sebi namen. To srečanje je namenjeno javni obeležitvi dogodka, za katerega menim, da je dejansko zgodovinski in za katerega verjamem, da se ne bo tako hitro ponovil. Skratka, dobiti v eni publikaciji zbrano na tako zgoščen način tisto, kar so velikani in tisti, ki stojimo na njihovih ramenih, nekako gradili 200, 300, 500 let, če govorimo o zgodovini interne medicine na Slovenskem, se ne bo tako hitro ponovilo. Sam že starim, se bom kmalu poslovil, meni je
všeč, da pride tudi kaj mlajših. Ne? Tudi zelo mladi so že šli v penzijo, recimo, pa so med nami, Matija, predstojnik. Bom povedal potem, zakaj so to rekel. Skratka, bilo bi dobro, če bi tudi mlajši bili tukaj, zdaj, ker se zavedamo, da sodobni čas je seveda zelo hiter in imajo zelo veliko pravkov, pravzaprav vsak trenutno zaskrbi za približno 2 do 3 paciente v kliničnem centru, jim je to oproščeno, smo pa poskrbeli, torej vsak zdravnik interne klinike je to publikacijo dobil, ne samo zato, da bo na njegovi policiji, ampak da bo morda vsaj takrat, ko bo šel v drugo polovico svojega profesionalnega življenja, kdaj to tudi odprl. Je vredno in zahvalil bi se predstojnikom ali pa bivšim predstojnikom vseh strokovno-organizacijskih enot interne klinike, ki so v najboljših močeh, morda manj, kot bi si avtorica želela, torej manj zavzeto in predano, ampak vendarle sodelovali, da je nastala ta res izgledna publikacija za zgodovino. Sem že bil soočen v teh mesecih tudi stališči, da je komu žal, da ni bolj sodeloval. Ampak kdaj bo naslednja priložnost, ne vem, na to smo opozarjali. Zdaj to, kar je, in to je zelo dobro. No in na tem mestu bi se zahvalil vsem drugim, ki so pri tej knjigi sodelovali, pa jih med nami ni. V prvi vrsti in izrecno bi se zahvalil profesor Markovičevi. Glede na pogovore z Zvonko, verjetno brez njenega doprinosa in bi rekel, res zelo aktivnega deleža, ta publikacija niti slučajno ne bi bila tako grandiozna, kot je. Saša je nekajkrat govorila z mano po telefonu in bila sva si edina, da je treba čas, ko si še in še ohranjaš nekaj spomina za nekaj desetletij nazaj, pravzaprav v besedi, ker samo to ostane za nami. In še nekaj takih sodelavcev, ki iz teh in drugih razlogov jih danes ni z nami, ampak so z nami. Torej, dajmo na njih pomisliti in bodimo jim hvaležni. In če zdaj sam sebe projiciram v to, nekako v interni medicini sem 35 plus leta, pa še kako leto več. In že v tem času sem doživel strahovite premike. Res stvari grejo zelo hitro, čeprav se nam zdi morda včasih monotono, ampak da vas samo spomnim na pač to vrvenje k subspecializacijam. Skratka, v začetku 90-ih let pravzaprav nihče ni hotel biti več internist, ampak vsi so bili samo usmerjeni specialisti in so verjeli, da če se bojo ukvarjali z eno samo boleznijo, bojo seveda ta doprinesek pravzaprav v medicini najboljši v dejanju. Kakšna zmota? Po 35 letih celo v Sloveniji spoznavamo to, kar so recimo na Harvardu spoznali v začetku tega tisočletja, da na ta način bolnikov ne bojo mogli več obravnavati, kajti v bolnišnico ne prihajajo več bolniki, ki imajo eno bolezen, ampak jih imajo celo kopico. No in prej, ko to spoznaš, po mojem na boljši poti si in vsekakor narediš nekaj več za paciente in ta publikacija, torej interna medicina, ki naslavlja področje celostno in vendar specialistično, tudi z izpostavitvijo, bi rekel, mejnikov, določenih prebojnih dogodkov, bo za večno pravzaprav pomnik temu nekemu obdobju, mogoče malo bolj zadnjih nekaj desetletij, ampak z zelo dobrim spominom tudi stoletja nazaj. In tukaj bi seveda končno in res izrekel izredno zahvalo avtorici. Ne glede na to, da se ona zelo zaveda tega, kako veliko delo to je, se verjetno res celotne veličine ne zaveda. O tem bojo
pač govorili bralci in o tem bo govorila prihodnost, ki bo tudi malo zgodovina. Skratka, Zvonka, hvala ti za vso predanost, vztrajnost, pa še kaj, vse pozitivne osebnostne lastnosti. Torej, klinični center je bil in ostaja jedro slovenske interne medicine. Jaz si lahko samo želim, da bojo tudi generacije, ki prihajajo za nami, prepoznavale nekaj, kar je slavni internist zadnji, by the way, ki je napisal sam učbenik interne medicine. V Sloveniji bi se sicer kak našel, mu to bila mala malca, ampak to je bil Sir William Osler, prepoznal. Skratka, medicina je interna medicina. Jasno, da brez zelo intervencijskih specialnosti, kot so kirurške specialnosti, nikoli ne bi mogli celovito oskrbovati naših bolnikov, ampak dajmo negovati to celovito interno medicino brez pretirane super specializacije. Hvala. Najlepša hvala, profesor dr. Zlatko Fras. Zdaj pa začenjamo ta naš osrednji del. Verjamem, da profesorico doktorico Zvonko Zupanič-Slavec vsi dobro poznamo, dobro poznate, pa vseeno naj podam nekaj poudarkov. Je redna univerzitetna profesorica, zgodovinarka medicine, medicinska humanistka, raziskovalka in pedagoginja. Je predstojnica Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno strokovno, znanstveno, raziskovalno in publicistično delo sega na različna področja medicine in medicinske humanistike. Največ pa se je ukvarjala z zgodovino medicine 19. in 20. stoletja. Objavila je okrog 60 knjižnih del, znanstvenih in strokovnih prevodov. Leta 2022 je prejela državno odlikovanje, medaljo za zasluge, za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske medicine in je tudi prejemnica Hipokratovega priznanja Zdravniške zbornice Slovenije. Je avtorica 4 knjig Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Prva knjiga je šla leta 2017, druga knjiga 2018, nato tretja 2022 in ta četrta 2024 in o tej bomo govorili danes. Tako da lepo prosim vas k predstavitvenem uvodnem delu, nato pa nadaljujemo s okroglo mizo. Jaz mislim, da so predhodniki veliko delo opravili, da so že to povedali, zdaj ta hvala. Vse veste, to sigurno dobro dene, ampak vam povem, da to je bilo nasadsko planje in ko mi čakam, da bo konec. In sem pred njim tudi vesela, ker je z mano tudi urednica knjige Senta Javnik, ki jo prosim, da kljub temi vstane. Da vidite. 20 let je sodelovka na Inštitutu za zgodovino medicine. Z Zujkom so mi žal sicer vzeli, tako da imam samo 12 ur tedensko, ampak kot etnologinja je humanistka, ki ima afiniteto do pisanja, ki razume tudi komplementarnost medicine in humanističnih ved, tako da se da skupaj delati, predvsem pa ima skozi ta dolgi čas popolno pogled tudi v delo Inštituta za zgodovino medicine, v naše slikovne arhive, v bogato zbirko tudi sicer najrazličnejših gradiv. Ko pa ravno o gradivih govorim, pa moram pač seveda povedati, da to, kar je tukaj v zvezi z gradivi in z arhivi, da to je pa ena črna pika, ki je pravzaprav po drugih bolnišnicah ne srečujemo in je arhiviranje res pastorka, tako da je velika škoda, zelo velika škoda, ker gradiva praktično niso ohranjena. In je bilo pač marsikaj veliko težje zaradi tega napisati, veliko težje zaradi tega skupiti. Zakaj ne? Takole, ja. In je bila tudi interna najkrši oreh, tudi največja smo jo delali, najmanj je bila ohranjenih stvari zapisanih, ne vem zakaj. Kirurgi so bili pri tem zanimivo.
Veliko več jubilejev popisanih, kratko je donato, tako malo bolj po kirurško mogoče, tle pa malo več filozofije, kako, ne vem. Skratka, tukaj gre za ta korpus 5 knjig, zdaj do konca junija verjamem, da bo končana še pediatrična, psihiatrična, potem dalje bomo še seveda zdravstveno nego, tako da tukaj seveda zdravstveni negi gre tudi velik poklon, sem vesela, ker imamo tudi glavno sestro danes med nami, gospod Alenko Roš, se zahvaljujem za prispevek tudi v uvodniku. In to je okrog 3000 strani, okrog 7000 slikovnih prilog. Pač bilo je res gladiatorsko delo in se strašno veselim, da gre proti koncu in da bomo končno imela eno poletje svobodno. To je ta 4. knjiga, ki sem jo posvetila anonimni množici zdravnikov in zdravnic, medicinskih sester, drugega zdravstvenega osebja, ker pač brez predanosti v medicini nikakor ne gre. Tukaj samo na hitro pregrejmo vsebino, torej poleg interne je tudi razvoj urgentne medicine, nujne medicinske pomoči, paliativne oskrbe, pa še 2 manjši poglavji razvoja klinične prehrane in medicinske genetike in sem tudi vesela, da je med nami profesor Komel, ga lepo pozdravljam, ki je pri nas absolutno prominenten na področju genetike in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Glejte, danes so med nami zelo kratek termin, zgodovina je pa strašno dolga, tako da jaz bom morala biti lapidarna. Mi poznamo ta široka ozadja, ki jasno, da so skozi stoletja brusla to našo interno medicino, od take, ki se je ustanovila leta 1786 v Ljubljani, ko je bil ustanovljen prvi tako oddelek, oziroma prva civilna bolnišnica v Ljubljani, ki je imela 12 bolniških postelj in na njih torej 3 oddelke. Enemu se je reklo medicinski, to je bil oddelek, drugemu kirurški, tretjemu pa dermatološki, dermatovenerološki, ker je bilo veliko sifilisa. In 4 leta pred tem je nastal mediko-kirurški učni zavod, to je bil licej pravzaprav, in ta licej je izobraževal, rekli bi, srednji medicinski kader in je imel to srečo, da je lahko šel v času francoske okupacije iberskih provinc, je prešel v medicinsko fakulteto, ki pa zaradi reokupacije Avstrijcev ni uspela prvih diplomantov dočakati, je pa to bilo samo zato, ker je Napoleon rabo vojake, to je popolnoma jasno, to je dobro kirurško usmerjena šola. V tem mestu imamo mi danes, to je nasproti Evrope, kavarna Evropa, tudi spominsko ploščo sem leta 1995 tam odkrivala ob 100-letnici potresa, to je tudi recimo podprta stavba Mosonovih Avoštice ob potresu. Druga lokacija, ki od leta 1895 naprej spremlja interno medicino, je stavba onkologije C, v Ljubljani Srečja. In je imela najprej prvo delo nadstropje, potem tretje in ta srednji del je pa nadgradil docent dr. Ivan Matko starejši v času med drugo svetovno vojno in razširil bolnišnico še za 100 bolniških postelj, kar je bilo takrat strašno pomembno, ker pač preprosto ni bilo dovolj mest za številne bolnike, ki so se pač s podeželja veselili v mesto. Je pa bolnišnica imela ob sami ustanovitvi na Založni cesti manj kot 600 bolniških postelj, danes jih ima tukaj 2300, koliko jih ima? Koliko približno? 1900. 1900, pa se pravi, odcepitve so bile, psihiatrije se odcepile, bolnik se je odcepil, to so bile velike številke. Ja. Se je skozi čas večkrat preimenovala civilna bolnica, deželna civilna bolnica, splošna bolnišnica in tukaj, da gremo do leta 45, in jaz bi tukaj vseeno rada predstavljala ta znamenita imena in tudi, mislim, velike osebnosti, vsaj v fotografijah, zato ker so nosili breme izjemnega razvoja interne medicine torej kot take, interno se je premenovala v začetku 20. stoletja šele, ko je bila pač dovolj razvita, ko je bila dovolj naravoslovnih znanosti, ki so lahko jo pač subspecializirali, da se je recimo odcepila neurologija, infekcijske bolezni, tudi psihiatrija, tudi dermatologija, to so bile vse internistične panoge, vis-a-vis recimo kirurgiji. In tukaj so praktično bili vsi, razen dr. Kiesbacherja, so bili Slovenci, ravnatelja. Vidimo ime Blajvesa Trsteniša Karla, znamenitega, Ivana Jenka, izjemno pomembnega začetku 20. stoletja in potem pravzaprav najvidnejšo osebnost medicine prve polovice 20. stoletja na Slovenskem, to je bil docent dr. Ivan Matko starejši. Oče našega Ivana Matka, če se ga spomnite z gastroenterologije, soimenjaka, naša tudi mlada profesorja,
ki je bil torej osebni zdravnik češko-slovaškega predsednika Masaryka, ki je bil habilitiran na Kraški medicinski fakulteti, ki je vodil proti tuberkulozni boj za vso Jugoslavijo iz Beograda, ki je postavil na noge interno medicino v Mariboru in bil predstojnik v Ljubljani med leti 1935 in 1945. Res izjemna osebnost, pozabljena, ki bi rabila svoj spomenik, svojo spominsko ploščo, nekaj takega. Glede, potem torej, se je nadalje, tukaj imam pravzaprav v tej stavbi, se je medicina seveda razvijala in imela strašno malo prostora. In čakanje na to novo stavbo, ki letos beleži 50-letnico obstanka, je bilo strašno pomembno. To so bili taki veliki razvojni koraki, ker se 1100 novih bolniških postelj odprlo in ogromno novega zdravništva zapustilo, veliko vsakršne opreme dalo, tako da je to res bil velik pomen. Samo nekaj slikovnega gradiva, da si malo predstavljamo osebje iz tistega časa. V 50 letih profesor Tavčar s svojimi zdravniškimi sodelavci in s svojimi medicinskimi sestrami. Tukaj je ta kolektiv, to je vaša slika iz vaše katedre, vsi zdravniki iz te dobe. In počasi je, torej po drugi svetovni vojni, tudi tako se razrasla ta dejavnost in tudi širilo znanje in tudi vse večja uspešnost, antibiotiki, cepiva in tako naprej, seveda temeljni pomočniki, so bili pri tem, da se je lahko ambulantno oziroma poliklinično delo oddvojilo od bolnišničnega. Danes pa tudi razmišljamo, kako bi doma zdravili, tako naprej, telemedicina, vse mogoče, ne? No in prav ta stavba s 1100 novimi posteljami, ki je bil strašen zalogaj, kjer bila sem tukaj torej ob mislim, tega 20 let nazaj, ko je bil Janez Zemljarič govornik in je takole namenil dal, pa smo naredili delovno soboto v Iskri, pa smo zahtevali delovno soboto v Tamu, pa so morali komentarji dati denarjetko. In sem hodil in sem pobiral in sem šel do zvezdnega izvršnega sveta in smo dobili to, ja, šubljarništvo. Tako da je to res strašno velika prelomnica za našo medicino in če še pogledamo, kdo so bili pa ti nosilni stebri, najpomembnejši v času po drugi svetovni vojni, direktorji, ravnatelji, so bili torej v kliničnih bolnicah Igor Tavčar, pa Stanislav Mokota, potem v Univerzitetnem kliničnem centru od leta 1977 naprej, potem Aleksandar Janežič, Andrej Bručan, Peter Črnelč in profesor Zlatko Fras, ki tudi vidimo že naša korifeja, ki seveda v tem področju združuje vse to znanje preteklih generacij sedanjih in širi tudi plemenit odnos in odnos do visokega znanja med nove generacije. Rada bi povedala, no tukaj dajmo si še na slikah jih pogledati, jaz mislim, da to bi prav tako velikani svojega časa. Jaz sem Stanislava, profesorja Mahkoto, zelo malo doživela, kakšni verjetno več, ampak je bil izjemna osebnost in on je bil tudi najvažnejši za subspecializacijo interne medicine. V njegovem času, v 60 letih, je prišlo do te subspecializacije, delitve na posamezne stroke in panoge. Zelo mi manjka danes naš magister Andrej Bručan, ki je bil prav tako internist in je preko intenzivne interne medicine bil tisti, ki je urgentno medicino na noge postavil, pa bi bil dober pričevalec, ampak ga žal danes ne more biti z nami. In tudi profesor Peter Črnelč je veliko obdobje tukaj skozi dal prav tako pomemben preko nosilec tradicije, preko staršev, ki sta bila oba prominentna zdravnika, tako da je tudi čutil to poslanstvo že v genih naprej in nas zelo lepo pozdravlja in je tudi eno zelo lepo pismo napisal, tako da se tudi on nekako zaveda, da je dobro, da so stvari zapisane. Zdravstvena nega, da je z ni in ne bi nikoli šlo. Skozi čas se je spreminjala, prvi ljubljanski bolnišnici so bili usmiljeni vrati iz Trsta, potem so prišle redovnice iz različnih redov, od sredine 19. stoletja, predvsem sestre Usmiljenke, Vincencija Pavelskega, teh je bilo okoli 1200 skozi stoletje njihovega dela. Potem so bile Marijine sestre čudodelne svetinje, bile so številne sestre, šolske sestre, na Golniku recimo šolske sestre, in so opravljale vso, torej ne samo negovalno delo, ampak so bile tudi, recimo, so bile bolniške, so bile strežnice recimo pri operacijah, so bile inštrumentarke, so bile farmacevtke, so bile rentgenske tehnice, so, poleg tega, da so recimo kuhne vodile,
prane, šivalnice vodile in seveda negovale bolnike in jih tudi duhovno spremljale. Ne smemo pozabiti, da je bilo zelo veliko bolezni infaustnih in da seveda je molitev pa sestavni del tudi njihove pomoči, da so vse bolnišnice imele svoje bolniške kapele, oziroma Ljubljana je imela tukaj svojo cerkev Svetega križa, ki so jo potem porušili po drugi svetovni vojni. Vse pravzaprav kompletna duhovna oskrba je bila v času po drugi svetovni vojni izničena in je šele v začetku nove države ponovno dobila svoje mesto. Najhujše pa, kar se je zgodilo, je bilo pa to, da je 8. marca 1948 prišel dekret, ki je zahteval od vseh teh negovalk, da se v 2 urah preoblečejo v civil ali zapustijo bolnišnične in tudi učne ustanove, tudi šole. In tako smo izgubili ves negovalni kader in v Sloveniji je to bilo in je desetletje in pol približno trajalo, preden smo ga nadomestili, ker do druge svetovne vojne smo imeli manj kot 150 civilnih medicinskih sester, pa še to so bile v glavnem za dečji dom vzgajale otroške, tako da je to bila ena velika katastrofa, kjer je bilo veliko tudi vseh mogočih napak, tudi infuzij z benzinom in tako naprej in smrti in je to res nekaj, kar moramo se iz zgodovine učiti, da pač stroka je stroka in je treba strokovni kader zelo spoštovati. Brez pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, seveda si kliničnega dela, ne znamo predstavljati razvoja klinike, razvoja novih mladih generacij in to se je začelo na mestu, kjer je danes tržnica, to je bil licej. To je bila licejska stavba, ki je v času velikega potresa v Ljubljani bila tako poškodovana, da so jo morali porušiti. In tukaj se je tudi bil teku mediko-kirurški učni zavod in potem Klavaniška šola, vse to. To je predavalnica narisana. Robert Hlevati je bil čudoviti karikaturist in akvarelist, drugače zobozdravnik, primorc, in to je predavalnica v onkologiji C, to se pravi, to je prva interna klinika pri nas. Tako recimo so poslušali asistentje, zdravniki in tako lepo študenti, klinične varje. In tukaj, samo da recimo kot pedagoge ta glavne predstavim, v prvi vrsti profesor Malkota, Henrik Heferle, začetnik EKG pri nas recimo, potem profesor Igor Tavčar, akademik pravzaprav Branko Polavšek, profesor Javada, so boste kaj še tu spomnili, potem Bojan Aceto, potem Bojan Marl, tudi so si podobni, Anton Jagodis, Aleksandar Janežič, tudi, tukaj vidimo še tudi cigareto, slike, to so neretuširane slike. Tudi takrat so poskušali prve učbenike napisati, predvsem jih je pisal Lušicki, ki je bil prvi tudi predstojnik na katedri, in Marčun. Profesor Marčun je bil pravzaprav izjemno prominenten internist, bil je diabetolog, prvi diabetolog pri nas, odličen pedagog. Profesor Tavčar je bil velik filozof. On se ukvarjal z hemopatijami in je pravzaprav bolj filozofsko znal te stvari razlagati. To pa je veliko delo, ki ga je profesor Andreja Kocijančič začela s temi učbeniki interne medicine in to je absolutno nekaj, kar današnjim generacijam sjajno služi. Jaz sem seveda še z generacije Harrisona, pa še da Stanojeviča, pa kaj takega smo še imeli. Katedra je nastala leta 1940. Nastala je zaradi našega Alfreda Šerka, edinega, dva zdravnika, pa eno zdravnico, ki so bili tudi rektori univerze v Ljubljani in to je bil čas, ko so počasi poskušali ukiniti nepopolno medicinsko fakulteto iz Beograda in je šel k kralju Aleksandru in ga nagovoril. Vaše visočanstvo, Ljubljanska univerza se želi poimenovanje po vas, pa prišepnil in dopolnitve medicinske fakultete in fakulteta ostala. Tako da smo zelo ponosni, bil je prvi dekan medicinske fakultete, njegov kip ob stoletnici fakultete pred par leti tudi dobil svoje mesto pred fakulteto. Tukaj so imena predstojnikov katedre: Lušicki, Tavčar, Malkota, Aceto, Sašter, Varn, Keber, Kocijančič, Poredoš, Košnik. Malo ženska, malo žensk, vse čas vidimo malo žensk, praktično nikjer. Tudi Grbec je bil moški, pa nisem feministka, ampak tako da, danes je recimo tega več, pa vseeno imamo tukaj bolj nefeminizirano zasedbo. Glejte, rada bi se nakratko sprehodila skozi posamezna subspecialistična področja. Kaj jih je pogojevalo? Na osnovi česa so se pravzaprav razvila?
Tako da samo te mejnike sem kratko navedla, recimo za kardiologijo, torej EKG 1903, to so letnice v svetu. Pri nas smo z marsikatero letnico precej kasnili, recimo danes je ta zamuda veliko manjša, v času Jugoslavije je bila recimo 5 do 10 let, ne? V tem zgodnem obdobju pa so bile razlike še večje, tako da knjige so pa seveda vse tudi naše letnice strogo opisane. Ne? Potem kateterizacija srca 1930 praktično, potem koronarna angiografija v 50 letih, balonska angioplastika, silno pomembna, ne? V 70 let, uvedba stentov, že 86, ne? Od takrat naprej tudi pri nas seveda zdaj to zelo intenzivno, to bomo okrogli mizi imeli, ne? Razvoj sodobnih zdravil, brez zdravil seveda tudi ni ničesar. Par slik, da se spomnimo recimo tukaj profesorja Jagodica, bil je izjemna osebnost, jaz se ga zelo dobro spomnim, on je pripravljal tudi naše bolnike za operacije, recimo za Debekija, v Ameriko, ki so hodili. Ne? No in tukaj recimo vidimo, kako pravzaprav je raslo stentiranje, recimo leta 85 Silvio Klugar je prvo naredil Trstu, recimo potem tukaj 12. leta okoli 3000 na leto, 20. leta je bilo 300 letno, ampak to boste potem vi povedali, tako da vidimo, da je tega vse več. Tukaj imamo tudi našega starosto današnjega omizja, profesorja Rakovca, ki je v invazivni kardiologiji ogromno naredil in bo tudi več o tem povedal, in vodilne osebnosti. Jaz mislim, da so osebnosti pomembne, tako da mi ne zamerite, ker je pač tok teh podob, ker to so ljudje, ki so premikali gore, to so ljudje, ki so tukaj puščali življenje in so vredi vsega našega spoštovanja. Moja izjemno dragocena pričevalka je bila dr. Marija Mazovec, prva slovenska kardiologinja, ki je celo v Beogradu asistirala pri prvi kateterizaciji srca. Jaz mislim, da se pri Marija Civica vsi spomnimo, kot en leteči Holandec je hitro šival, pa čez 100 let počakal profesor Janežič, profesor Jerše, profesor Turk, naš profesor Rakovec, da imamo tukaj, potem imamo profesora Kendo, pa Pusta, pa Žimbo. Kmalu bo sigurno še kakšen, poleg tudi te, ki so še zdaj tukaj nanizani, Koželjus, Šinkovec, Zupan, zelo težko mi je Vrtovca, to jaz mislim, da vsi čutimo to težo izgube v nadalje potem Matar Bunc in Mitja Lajščak. To so pač v glavnem kot redni profesori predstojniki. Gotovo bi še kakšen drug zraven sodo, tako da naj se ne čuti do diskriminiranega zaradi tega, ker ni tukaj. Razvoj hipertenziologije. Torej, ko so odkrili pravzaprav možnost mirjenja krvnega tlaka, takrat se je to začelo. Potem Frankhamska študija, ki je najdlje trajajoča epidemiološka študija vpliva načina življenja na zdravje ljudi, predvsem krvno-žilno, tako naprej, prehrana, prebilost in tako naprej, je dala ogromno podatkov, tako da pač na osnovi tega tudi ima kaj sprejeto za področje, predvsem kardiologije, žilne medicine in drugih področjih. Potem zdravila za hipertenzijo, silno pomembna, smernice za obravnavo, personalizirano zdravljenje hipertenzije. In tukaj je spet par obrazov mladega Roka Aceta, in vedno neki tuji sodelavci, tujina je dala veliko znanja. Neprecedljivi so ti Slovenci, ki so v tujini delali in so odpirali vrata. Res neprecedljivi, tako tudi v tem primeru. No, to je pred bolnico Petra Držaja, tudi ta ekipa. Profesor iz tega, oziroma predstojnik iz tega področja, profesor Pavel Jezeršek, Roka Aceto, Berguljan Hiti. In smo že pri žilni medicini, kjer je nekaj podobnih izhodišč, angiografija, revolucionarno, poseganje recimo v diagnosticiranje žilnih bolezni, potem endovaskularni postopki, tudi 60-70 balonska angioplastika, stenti, 80-90 leta, nova zdravila in še enkrat zdravila. Tukaj imamo nekaj obrazov, ki se jih spominjamo z vodjo najpomembnejšim profesorjem Acetom iz bolnice v Trnovem, kjer je bila fiziologija, se pravi tuberkuloza, njegovim naslednikom kot vodjem s spremenjenim področjem iz gerontologije v žilno medicino in da danes vidimo telovadba, gibanje, rehabilitacija teh bolnikov, samo par slik.
spet protagonistov, profesorja Poredoša, Prasa in Blinca s sodelavkami. Tukaj recimo tudi visoka priznanja, odlični rezultati, izjemne citiranosti, Evropska zveza medicinskih specialistov leta 2021 daje akreditacijo. Vodilne osebnosti še na fotografijah, tako da profesor Jerše, Keber, Stegner, Blinc, Poredoš, Šalovič, Jug, malo hitim, zato so samo priimki. Nadalje intenzivna interna medicina. Spet eno ogromno področje, od respiratorji so bili prelomi. Železna pljuča, to je bilo začetek, je bil predvsem, ko se je pojavila težke epidemije, poliomielitisa, otroške paralize, to so bila 50-letna, so bila divja. Potem obravnava akutnih življenja ogrožujočih stanj. Vse to kritična stanja, septični šok, hude poškodbe, akutni srčni infarkti. To vse v sodelovanju tudi z urgentno medicino, bomo govorili, se že rekla, da je profesor Bručan tukaj prišel in tukaj sodeloval. In najsodobnejše ekstrakorporalna membranska oksigenacija, katere sicer recimo na pediatriji že 30-letnico praznujejo. Samo nekaj slik iz tega področja. Leta 1973 je nastal oddelek, akademik Horvat je absolutno najzaslužnejši za to, tudi odprl je široko vrata v najprestižnejših centrih, sedaj Silent Medical Center v Los Angelesu, kamor so potem tudi nasledniki hodili in kjer je tudi potem pri naš akademik Črček bil vodja skoro 30 let, najpomembnejše koronarne enote. In tukaj vidimo naslednika profesorja Noča z znamenitima Svanom in Gancom. Svan Gancov kateter, ga ni medicinca, ki tega ne pozna. Še profesor Rode, nekdanji direktor, profesor Bručan in seveda tudi dragocene medicinske sestre, brez katerih si ne znamo predstavljati dela v intenzivnih enotah. No, tako recimo zgleda en ECMO, čisti science fiction in brez vsakih prostorov, tako da je to kar huda. Vodilne osebnosti na tem področju, profesor Jagodic, absolutno prvi za velike znanje, pa niso potem profesor Horvat, profesor Rode, Bručan, Čerček, naš akademik Čerček, pa potem Gorazd Bogat za Celje in za Maribor draga kolegica Andreja Sinkovič. Pa naprej še potem tudi vodilne osebnosti, ECMO je upeljevala Vojka Gorljub, potem žalostno je končal v Ameriki zgodbo dr. Pohan, profesor Štajer, akademik Noč, profesor Fodbrega. Kaj pa fiziologija? O njej, kot o tuberkulozi, bolezni, torej vedi, ki se ukvarjajo s tuberkulozo, se moramo pogovarjati, ker je bila najhujša bolezen praktično skozi zgodovino človeštva. Največ smrtnih žrtev še dan danes terja kljub zdravilom. 20% populacije je pri nas umiralo v desetletjih 20. stoletja. Tako da je to res bilo še pomembno odkritje bakterije, Robert Koch, rentgenski žarki, odkritje streptomicina in potem antituberkulotiki. Mi smo imeli v 50 letih 3000 bolniških postelj za tuberkulozo. To je nepredstavljivo na danes, ampak tako je to bilo. Potem, torej, ko ni več tuberkuloze, je pulmologija, pneumologija, kjer se ukvarja predvsem s KOPB, z astmo, ki jo danes ravno moderno z biološkimi zdravili, pljučnim rakom, kajenje pušča svoje posledice, 20%, smo 6. po prodaji cigaret na število prebivalcev, strašen podatek. Cistična fibroza, kjer smo dobili genetsko terapijo, pljučna hipertenzija, in fiziologija neka z bolnika, primarij Furlan, to je bil pa ekstrakorporalni, torej umetni pneumotoraks, s katerim so stiskali te kaverne, da ne bi napredovali. Ogromne akcije za besežiranje, akcije s fluorografiranji, to je trajalo 30 letja, tako da to so res nekaj časa ne smemo pozabiti. Sodobni tuberkulozni oddelki 2005 prenehano besežiranje, pulmologija, predvsem bronkoskopije, rigidni, potem fleksibilni bronkoskopi in potem kupica drugih neinvazivnih metod in ventilacije in tudi prepeljejo oddelek počasi tudi v klinični center, prej bil samo na bolniku. To so že te vodilne osebnosti iz tega področja, akademik Neubauer, primarij Furlan, Mešič, Štangl, Fortič, pa Josip Milič Emil, njega bi rada izpostavila. On je naš najprominentnejši zdravnik v mednarodnem prostoru,
razen mogoče našega Nobelovca Friedricha Fregla, ki je dobil Nobelovo nagrado. Bil je namreč 10 let nominiran za Nobelovo nagrado za pljučno fiziologijo, ampak je nekako bila nesrečna okoliščina, sem pisala intervju z njim v 80-letnici, bil je iz Sežane, v Italiji je študiral, Italijani si ga niso hoteli, on ni hotel biti Italijan tako. In ni hotel, da ga podpirali, naši ga niso podpirali, Kanačani na McGill University je delal, ga nikako niso jemali za svojega in je izvisel, čeprav je ogromno znanje dal. Tudi naši fiziologi in pulmologi so se pri njej izobraževali in ogromno novega znanja prinesli iz Amerike, tako da tudi je vse to, kar prinašajo od profesorjev Debeljak, Mušič, Šuškovič, Šogli, Terčev, Zorman, Košnik, Škargat, so tudi posledice velikih ljudi v svetu. Gastroenterologija je eno od največjih področij interni. Velika odkritja Helicobacter pylori, 82, veliko presenečenje v kislini živi lahko bakterija. Potem endoskopije, od rigidnih do refleksibilnih endoskopij za gastroskopije, za kolonoskopije, zdravila, moderna zdravila, KVČB, kronova bolezen, ulcerozni kolitis. In vse več tega tudi na področju jedrne terapije, tako da tudi hepatologija se je intenzivno razvijala, ogromno je bilo hepatitisa, ki ga danes znamo v veliki meri, tudi zdravi in na vseh teh področjih, ki jih prikazujem, je bilo tudi veliko Nobelovih nagrad. Tukaj profesor Markovičeva je bila gotovo, povedno tudi profesorja Križmana, vidno med prvimi gastroskopijami, bi pa rada poudarila, da tukaj da ne samo Ljubljano obravnava, knjiga obravnava vso Slovenijo, ampak je že to tako zgoščeno v Mariboru, bom tudi imela malo predstavitev. No in profesor Markoviča je gotovo bila tista persona, ki je tudi recimo znala hepatologijo, transplantacijo jeter k nam pripeljati, profesor Vežijo tudi tukaj, tako da z dragocenimi mednarodnimi velikimi strokovnjaki in so to nepopisno dragoceni posamezniki, ki so seveda to veliko zgodbo o razvoju interne medicine in dobrobiti za bolnike prinesli k nam. Profesor Sackler, profesor Matko mlajši, profesor Završnik, poznate njegovo zgodbo, prišel je k nam predavalnico, prinesel en kozarec in pravi, kaj je to? Pravi, morate vedeti, kaj govorite bolnikom. Rekel, na kmetih je delal v bližini Rogaške Slatine in pride v ambulanto, ga pravi, kaj vam pa je prebija, imam težave, prebava, zaprtje, kaj pa je, ja, veste, sem imel šiso, drisko, pa mi je sosed rekel, naj si dva koruzna storža, vrat vtaknem pa bo v redu. In je pokazal tista 20 formalina, tako da zdravnik mora res misliti, kaj govori. Čudovito autobiografijo napisal. Profesor Križman, profesor Markovičeva, Boruč Tabuc, profesor Tepeš, profesor Skok. Endokrinologija. Diabetologija je enormno pomembna z 200 diabetiki v Sloveniji dan danes. Bolezni sodobnega časa, bolezni negibanja, ekranov, bogate prehrane in tako naprej. Od 21. leta imamo insulin, potem hormonske motnje, razne druge, so prav tako seveda brezdo pomembne in so tudi tukaj dobivale odgovore. Še manj pogleda profesor Kocijančičeva je gotovo bila zelo pomembna na tem področju in svojimi sodelavci, tukaj njeni timi, veliko zapisanih stvari, inzulinska črpalka, strašno pomembna, povezovanje z diabetologijo na pediatriji, tukaj je narodni prostor, tako da tukaj predstojniki, torej profesori in še njihova skupna slika, takole, torej važne osebnosti na področju endokrinologije, Vrčun, Mahkota, Rajš, Slovengradec, znameniti, Prežer, Kocjan, Pfeiffer, Janeš, Jenstelesik. Še nefrologija, torej tukaj so bile 3 ključne stvari, eno je bila uvedba perkutane biopsije, druga uvedba dialize, tretja peritonealna dializa, potem pa predvsem presaditev medvica. Tako da to so tako revolucionarni koraki, prej so ti umirali, strašno so umirali. In tudi teh ledvičnih bolnikov je še skoraj več, kot pa je diabetikov. Profesor Slavko Rakovec je bil tisti, ki je pri prvi operaciji sodeloval. Tukaj ga imamo še skupaj s profesorjem Ludvikom Ravnikom, to je oče našega profesorja Petra Rakovca. In dan danes, seveda to, gledajte, je to vse
tipi topi, 1, 2, 3, hitro in zelo veliko, največ profesorjev pravzaprav z nefrologije. Od Luzar, Belčar, Bernik, ne vem, če to poznate, velika karijera v Chicagu, Drinovec, Ponikvar, Kandus, Kveder, Pečovnik Balon, Bren, Buturovič, Ponikvar, žal je za danes zbolela je in ste da tukaj, da tudi recenzentka knjižna, Lindič, pa naprej, Hojs, Vujkovac, potem Ekar, Kovač, Belc, Arnold, predstojnik tudi med nami, in Pajk, veliko jih je, ker pač velike stvari premikajo. Reumatologija, izjemno pomembna panoga, ki je dobila svoja velika prijemališča o odkritju kortikosteroidov sredi 20. stoletja, nesteroidnih protivnetnih zdravil, bioloških zdravil in danes vse boljšim razumevanjem genetskih ozadij teh bolezni. Tukaj je slika reumatologov z akademikom Rozmanom, ki se je tudi za danes upravičil. To je profesor Vargazon, Cibis, to so skupaj, veste, da je bila interna tam, kjer je hipertenzija nastala in reumatologija. Akademik Rozman je absolutno nekdo, ki je pripeljal najznamenitejše raziskovalce na področju reumatologije na svetu in tudi so to najbolj citirani, najbolj odmevni članki, ki jih je potem reumatologija pisala, tako da imamo profesor Tomšiča med nami, ki bo o tem lahko kaj več povedal, skratka, zelo nove stvari, zelo dragocene, silni pomen laboratorijev pri tem, ne? In vodilne osebnosti pri tem, profesor Vargason, Krapač iz Maribora, akademik Rozman, profesor Ivan Krajn iz Maribora, Sonja Pravratnik, Matija Tomšiča, profesorja. Ne? Potem je pa še tukaj hematologija, profesor Zvjetko malo kasnil, sicer z nami, odkritje krvnih skupin, Jože, naš Plečnik, Janez Plečnik je bila prva krvna skupina B v svetu odkrita, je bil njegov asistent. Potem antikoagulantna sredstva, kemoterapije za levkemijo, zelo silna stvar, kostni mozek, presaditev kostnega mozga, naši predstojniki, profesor Črnjev, dolgoletni predstojnik tudi na interni, profesor Bohinc. Prva transplantacija kostnega mozga. Obisk Nobelovca za presaditev kostnega mozga. To je bila res velika stvar, to je Edward Donald Thomas. In tole je pa naš profesor, ki je v Barceloni delal, profesor Rozman. In on je zdravil Joseja Carrerasa, ki je imel tudi leukemijo in mu je neskončno hvaležen. Tudi je plačal za prenovo dela klinike. Naši hematologi, najprej Milan Črneč iz Maribora, oče našega Petra Črneča, profesor Bohinc, profesor Rozman iz Barcelone, Adolšek, Pretner, Črneč, Glazer Krašec iz Maribora, Preložno Zupan, Samo Zver, Podgornik, pa Matjaž Sever. In še zadnje področje, geriatrija. Tukaj pa, veste, od začetka geriatričnih klinik do, recimo, velikega podviga profesorja Aceta, 1966 ustanovitev vsega mogočega na področju geriatrije, da smo bili dejansko najnaprednejši takrat v svetu, v samej špici, v samem vrhu. To se je dogajalo v Trnovem, v prejšnjih fiziološki kliniki. Od 2012 je ponovno vzpostavljen tak oddelek. Inštitut Antona Trstenjaka prevzema veliko vlogo na področju socialne gerontologije. To sta pa profesor Acetov pa Gregor Veninšek. Toksikologija. Vemo, da je tukaj šlo pa tudi od prvih tistih res toksinov do centra za zastrupitve, kjer je primarni Krejči neverjetne stvari delal, največjo zbirko členov, laboratorijske analize, zakonodaja, strupene stvari, kupica novih spoznanj, predvsem pa ogromno stvari v zvezi z nedovoljenimi drogami, kjer so strašno veliki specialisti, tako da tukaj imamo par teh velikih imen, profesora Krejčija, doktorja Možino in profesorja Barvarja, pa še cela interna klinika z aktualnimi predstojniki, ki pa zdaj tukaj poslavlja se in se zahvaljuje. Jaz prej, da skupaj bomo zmogli, jaz bi samo še dodatno izpostavila recenzente. Profesor Dušan Sket je recenzent skozi kompletno enciklopedijo, profesor Alenka Račan, ki je bila prav tako izjemna, erudita, široka, delovna, zaupanje vidna profesor Botorič Ponikar je prav pri tej knjigi dodatno tudi recenzentka. Potem so pa še moja sodelavca, ne vem, sodelavka ne, če že uspela za volanti prid,
Ana Jakopin, aha, tamle, ja, kar stani, lepo prosim. Dr. Ana Jakopin je sodelovka Inštituta za zgodovino medicine, ki malo predela doktorat, dobila docenturo in nadaljevala zgodovinsko-medicinsko in medicinsko-humanistično poslanstvo, tudi sama z velikim humanističnim zaledjem, deda akademika, humanista, babice, se bomo spomnili Gitica Jakopin, tako da z veliko afinite. In drugi, se opravičujem, ne moram vseh navesti, hvala vam. Zgodovina je dolga, težko je biti prav kratek, tako da smo pa s tem kar nekaj stvari povedali že za okroglo mizo in se vam vsem najlepša zahvaljujem. In vsem, ki ste kakorkoli pomagali, najlepša hvala. Če sem zdaj komu na žul stopila, se opravičujem. Če se kdo ne najde o slovenski medicinski hujsku, najme nekrega preveč, ampak to sporoči, ker bomo pač čez nekaj let bojo pa digitalizirane in tam bojo pa zraven. Hvala lepa. Vsi sogovorniki meni so naložili častno in tudi na nek način malo nehvaližno nalogo, da malo povezujem ta šopek najžlahtnejšega, kar premore naša interna medicina sedaj in da poskušamo iz tega narediti pogovor, ki črpa iz korenin preteklosti, iz žlahtnih spoznanj tega, kar nam je zgodovina dala, v dobro bolnika, kot je naš generalni direktor lepo povedal, vse čas z visokim humanističnim etosom bolnika in kar danes želimo in s čimer poskušamo gledati tudi v prihodnost. Tako da jaz mislim, da je tukaj čast, da prvo besedo na nek način seveda damo našemu starosti tega omizja, profesorju Rakovcu, za malo gledam, ki imam vašo biografijo, ker so tam tako lepo stvari napisane, jaz sem pa že kar malo pripala od tega. Tako da, profesor Rakovec, najprej vas to nagovorila, ti prihajate iz zdravniške družine. Ki ste rasli ves čas ob duhu svojega tudi prominentnega zdravnika, očeta profesorja, Slavka Rakovca, urologa. Če razmišljate, kaj pravzaprav, kaj nekdo, ki je rastel v takem okolju, od tega, ne brez velika razlika, zakaj imamo statil, da ga piše tamo, ne? Kaj od tega dobi, recimo, en otrok? Mi vidimo, da imamo veliko otrok, ki prihajajo tudi v generacijah naših študentov, ki prihajajo iz zdravniških družin. Kaj je za vas pomenil ta odnos spremljanja očetovega poslanstva in vaše odločitve za to biostroko? Mogoče bi vam odgovoril malo nenavadno. Jaz sem pravzaprav, ko sem bil v gimnaziji pred maturo in tako, pravzaprav se šele zadnji trenutek odločil, da bom zdravnik, čeprav sem bil v zdravniške družine. Zdravnik je bil moj oče, moj brat in moj svak, tako da je bila cela družina nekako usmerjena v medicino, vendar potem sem nihal ali bi ali ne bi in potem sem šele sem šel na medicino. Mogoče pa potem še ena druga stvar zanimiva. Človek si misli, ko gleda vse te zdravnike, ki so veliko dosegli v življenju, da so si že naprej želeli tisto smer, v kateri so potem uspeli. Pa je življenje tako, da ni tako. Naprimer, jaz sem pravzaprav šele pozno zvedel svojega očeta, ki je bil urolog, da si on želel biti okulist. In potem imam jaz še zmeri njegov oftalmoskop doma, ker si ga je nabavil, sam si ga je kupil, ker je hotel biti okulist. In potem je postal šel čisto drugo stroko. Potem tudi ni bilo tako, da bi si on želel biti urolog. On je bil, ki je naredil izpit iz kirurgije, je postal zelo uspešen operater v
oziroma sploh v kirurgiji in je že začel delati neke operacije, ki so bile takrat zelo take, mislim, takrat so jih pa začeli in jih je uspešno delal, potem so pa rekli, da rabimo v Sloveniji urologa in so ga potem poslali v Berlin, ker je potem subspecializiral urologijo. Tako da ni vedno tako, da bi si človek začrtal neko pot. Tudi jaz, ko sem videl, da je oče kirurg, brat kirurg, svak kirurg, sem tudi hotel biti najprej kirurg, pa potem ni bilo to možno in sem bil potem pač internist, vendar sem bil potem delal te invazivne posege in tako, da nisem bil tako daleč od tega. No in recimo pri tem, ko ste zdaj že takoj omenili te invazivne posege, bi bilo pravzaprav zelo fajn slišati od nekoga, ki je živel ta čas, kakšna dinamika je takrat teh odkritij, kako se je potem kar hitro, so nova in nova odkritja prihajala, ki so kardiologijo seveda ponesla na sam vrh interne medicine in tudi se kardiologija še vedno smatra kar srčika, kraljica, čisto kraljica znotraj interne medicine. Tako da, kako ste spremljali ta velik dinamičen razvoj in kako recimo tudi sami začeli potem z invazivnimi posegi, v glavnem ste bili pač zelo prominenten aritmolog, ste se ukvarjali z aritmijo srca. In jaz se še spomnim teh prvih, recimo, pacemakerjev, kako so bili ogromni. Spomnim se, kako je razlagal docent Dušan Miller, je razlagal, kako so te prve pacemakerje implantirali, kakšne težave so s tem imeli, kako je elektroda včasih kar naenkrat se izklopila, kako je bilo z baterijami bilo problematično. To je bil velik in zelo dinamičen razvoj. Kako ste ga spremljali? Ja, ta razvoj je bil res zelo zanimiv. Torej, najprej v zgodnji fazi, recimo, teh invazivne diagnostike je bilo ogromno takrat srčnih hib. Ko sem bil mlad kardiolog, to je bilo največ takih težjih bolnikov, je imel srčne hibe. In potem so bile kateterizacije teh bolnikov in potem zamenjave za klop ali pa korekture za klop in tako naprej. To je bila glavna stvar. No, potem so pa seveda začeli tudi zdraviti koronarno bolezen, najprej z zdravili, ki so raztapljale krvne stotke ob infarktu, potem je šlo za posege invazivne, najprej običajno, da se smolaš razširili tam, kjer je bil krvne stotke, kjer je bil infarkt, potem se je pričelo stentiranje in tako naprej. Torej, takrat, ko sem začel delati kateterizacije srca in koronarografije, potem so šli pa te stvari tako, da sem bil začetnik klinične elektrofiziologije tukaj v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji, takrat še nobenega ni bilo, ker je bila to čisto neka nova stvar. In potem pa, ko sem postal predstojnik, sem se moral odločiti, ker nisem imel toliko časa in sem se potem usmeril v elektrofiziologijo, sicer se še dolgo delal koronarografije, ne pa tudi invazivnih posegov, ker enostavno nisem vsega tega zmogel. Skratka, zelo se je subspecializiralo. Ja, se je zelo subspecializiralo. Vem, ko sem bil mlad zdravnik, sem bil pravzaprav ne bilo žal, da moram, ko sem naredil izpit iz interne medicine, sem še naprej delal internistično ambulanto, ampak sem videl, da ta
absolutno ni zanimiva, ker so tja poslali samo bolnike, pa so sposobni za operacijo, ne, da tam ni bilo, potem sem tisto opustil. Vem pa, da sem še nekaj časa dežuril na gastroenterologiji, ker bi bilo žal, da ne bi bil v stiku s tem. Ampak to se mora opustiti in se potem res specializirati. Je profesor Vakovec je res naredil ogromno kariero na tem področju in tudi ste bili izjemno v pomoč pri pripravi knjige z zvestim arhiviranjem gradiv, imate sjajen arhiv in zelo urejen, se vsako stvar takoj najde. In ko ste tako lepo tudi svojega očeta urologa omenili, bi to navezala naprej, mogoče malo na nefrologijo. Velika stvar in velik pravzaprav filozofski premik je bil na področju nefrologije v tem, ko nekaj, kar je bilo do takrat absolutno nepredstavljivo, namreč, da bi ti pohabil telo, mutiliral telo, zato da bi drugemu pomagal, torej vzeti ledvico zdravemu človeku in jo dati drugemu. Tako da to je bil filozofsko en izjemen premik sredi 20. stoletja, ki je vodil proti transplantacijam, torej šlo je za žive darovalce, predvsem sorodniške, in je to odprlo etično zelo, zelo pomembna vprašanja. Tako da, če bi recimo zdaj tudi vprašala, mogoče, ker imamo profesora Arnolda, predstojnika kliničnega oddelka za nefrologijo tukaj, samo en tak komentar, ta etična premisa, da recimo ti stopiš, da ti naenkrat si dovoliš, da mutiliraš, da pohabiš telo, da rešuješ drugega. Ja, to je bil dejansko transplantacijska medicina, ki se je dejansko začela recimo v klinični, v vsakodnevni medicini, predvsem na področju presaditve ledvic, se je dejansko začela z presajanjem ledvice od živega darovalca. Ampak seveda ta premisa, zdaj mogoče so to malo, ko ne rečem, zelo težki ali pa invazivni izrazi, seveda v bistvu z odzemom ledvice se seveda telo ne pohabi, to smo ugotovili, predvsem danes z naprednimi kirurškimi tehnikami, z laparoskopsko medicino danes, v bistvu v to področje tudi robotska kirurgija vstopa, v bistvu seveda pacienta nepohabno, istočasno seveda pa z odzemom ene ledvice pri zdravem človeku v bistvu tudi njemu bistveno neškodno. Če mi to enkrat ugotovimo, kaj lahko v bistvu storiš svojemu sorodniku, znancu, prijatelju, ki mu dejansko rešiš življenje, podaljšaš preživetje, zdarovalne ledvice, to seveda bistveno pretehta samo tveganje, ki je povezano z darovanjem. Seveda s poznanjem tega se je potem seveda ta transplantacijska medicina najprej razmahnila ne samo na področju živega darovanja, ampak seveda predvsem na področju darovanja ledvic od umrlih, ki se v bistvu danes izjemno razširil in danes odzivamo ledvice darovalcev, ki so stali tudi 80 let in več, ki jim presajamo ledvice prejemnikom, ki so stali 80 let in več in jim lahko bistveno spremenimo življenje, ne samo kakovost, lahko tudi podaljšamo preživetje. In to je dejansko ena od ključnih mejnikov medicine nasploh. Lahko rečem, in tudi v Sloveniji imamo v bistvu enega največjih transplantacijskih centrov v svetu z številkami glede preživetja presajene bolnika, ki so v bistvu usporedne z najboljšimi rezultati v svetu, smo lahko v bistvu ponosni, tudi na ta del naše recimo medicine in seveda nefrologije. Saj veste, kakšno vprašanje mora biti tudi malo provokativno, ampak to so dejansko bili eni veliki premiki, ki jih takšne medicine ni poznala. In bi pri tem recimo tudi rekla, da tudi za dializo velja isto. Kronična ledvična odpoved je pravzaprav pomenila smrt za bolnika. In odkritje, torej spoznanje, da lahko dializiraš bolnika, je bilo prav tako neverjetno odkritje, tudi eno največjih v zgodovini 20. stoletja v medicini. Tako da tukaj vsi ti pioniri, ki so potem pri nas delovali, mi imamo zdaj, torej imamo okrog 1500 transplantiranih ledvic, je bilo pri nas približno, približno 1500 je bilo do zdaj opravljenih transplantacij, približno 800 bolnikov še živi s presajeno ledvico, približno 2500 pacientov imamo v vseh oblikah nadomestnega zdravljenja, od tega je recimo dobrih 800 s presajeno ledvico, približno 1500 pa jih živi z dializo, od tega jih približno 250 v našem centru dializiramo, ostali pa po ostalih koncih Slovenije, oziroma v UKC Ljubljana nekako obvladujemo, če rečem, čez približno polovico pacientov, ki jim
odpove ledvica, ostala polovica pa nekako ostale. Kako pa je z medikamentozno terapijo, recimo glede na to, da je te kronične ledvične odpovedi vse več, diabetiki in tako naprej, bolniki z diabetesom, da ne bom narobe govorila, so potencialni kandidati. Kaj se da danes narediti? Recimo, da perspektivno gledamo, kako bo rasla številka dializiranih bolnikov? Mislim, tisto, kar lahko poudarim, je to, da je kronična ledvična bolezen ena od recimo kroničnih nenalezljivih bolezni, katerih pogostnost izjemno narašča. To je seveda naraščanja predvsem pacientov s sladkorno boleznijo, z arterijsko hipertenzijo in pa srčno-žilnimi boleznimi, predvsem govorim to o srčnem popuščanju. To so glavni dejavniki tveganja za pridružen razvoj kronične ledvične bolezni. In če smo nekatere bolezni danes recimo začeli že zelo dobro obvladovati, recimo aterosklerotično srčno-žilno bolezen, ishemično bolezen srca, ki so v bistvu številke že ubila, pa se celo umrljivo zmanjšuje, pa to dejansko ne velja za paciente s kronično ledvično boleznijo, ker so pač številke v bistvu kar zastrašujoče. Je pa seveda res, da imamo danes, v zadnjih letih, pa imamo neke nove možnosti zdravljenja, ki so pa recimo obsegajo seveda ne samo nefrologijo, ampak tudi srčno-žilno medicino, diabetologijo, tako kardiorenalni presnovni sindrom, ki pa v bistvu naslavljajo seveda vse te ključne dejavnike tveganja in seveda s to novo skupino zdravil pa upamo, da bomo seveda to zgodovino, oziroma to perspektivo, ki je tako črnogleda, mogoče uspeti zaustaviti, da na pot kot črnogleda, kot so projekcije za nadaljnjih 15 do 20 let, zdaj se ne izpuščal ta zdravila, ampak vseeno je ta prihodnost na področju nefrologije, na področju kronične ledvične bolezni precej svetla in jaz mislim, da te številke, ki se jih napovedali v zadnjih letih ne bomo dosegali, da se bo tudi obolenost pa umrljivost zaradi ledvične okvare zmanjšala v naslednjih desetletjih. To je moje predvidevanje in moja projekcija. Tudi razvoj dializnih metod gre izjemno naprej, danes imamo možnost dialize na domu s sodobnimi tehnikami, razvoj novih metod trebušne dialize, da ne govorimo o transplantacijski medicini in pa predvsem seveda upočasnitev napredovanja ledvične okvare, da bi preprečil ta končni dogodek. Tukaj so napredki veliki in jaz se kar veselim. To je zelo dobro slišati, tako da se zahvalim. Bi pa samo končala s tem, kakšen entuzijazem včasih vlada med zdravništvom. Profesor Rajš je eno veliko ime iz Slovenjgradca, Ivo Rajš, redni profesor medicine, in ko so tam, pravzaprav tudi urologija pri njih bila izjemno dobra, primarij Vodopija, ko so izjemni strokovnjaki, ko so slišali, da se lahko dela perkutalno ledvično biopsijo, so si rekli, pa ne bi to mi sami poskusili. In so dejansko 6 takih biopsij naredili in pri eni je bila histološka diagnoza, da so zdravi hepatociti, zdrave jetrne celice. Torej, je pač mimo šla funkcija. Ampak ta druga zanimivost je bila ta, ker to je bilo v času, ko to ni bilo dovoljeno, profesor akademik Janez Milčinski, ki je bil predstojnik sodne medicine in je bil medicinski etik v tistem času, je že nameraval en postopek upeljati, ker je to bilo nedovoljeno takrat, ampak so drugemu to delali, tako da in je kup, bom rekel, takih spoznanj, za katere vemo, da so res dragocene, recimo na področju endokrinologije, v pediatriji, ko so odkrili rastni hormon, da recimo pomaga pri nanosomiji, in ga še niso mogli dobivati, je recimo takratni predstojnik profesor Matajc se je dogovoril z obducenti, da so rastni hormon zbirali. In so potem dajali tem otročkom ta rastni hormon, ni bil prečiščen, potem je prišla bolezen norih krav, bovina encefalopatija, tako spongiformna encefalopatija, in so to potem pač prepovedali, ampak te so tudi hormoni počasi bili tukaj. Tako da empatija zdravništva je tista, ki pravzaprav premika gore. In smo tega izjemno veseli, zato ker ponekod se res ne da veliko narediti. In recimo za ta področja veljajo pa predvsem, da zdaj malo razvijamo to monotonijo, urgentna medicina. Urgentna medicina je tista, ki poskuša v vsakem trenutku maksimalno narediti in bi prosila danes, če bi lahko magister Mitja Mohor, ki je dolgoletni vodja urgentne službe zdravstvenega doma Kranj in je bil tudi izjemno v pomoč z moje generacije, tako da se zelo veliko poznava.
je pripravil eno predstavitev, pa bo predstavil preko PowerPointa, ker ima kratko izgoščeno in bomo videli, kakšno je lahko povezovanje med terenom in med bolnišnico in na kak način lahko hitro pomagamo bolnikom, če smo dobro organizirani. Najlepša hvala. Kot je že povedala profesor Zupaničeva, jaz delam v Kranju in sicer sem začel delati 15. septembra 1986 ob 13. popoldne v ambulanti za nujno medicinsko pomoč in od takrat naprej sem imel ta privilegij, možnost, da sem spremljal, kako se je ta stroka pri nas razvijala. Dve stvari sta tle. Eno je urgentna medicina. Kaj je to? To je ena od vej na drevesu medicine, tako kot je dermatologija, psihiatrija in tako naprej, s to razliko, da je pa močno povezana z vsemi ostalimi. Če psihiatrija zelo sama tam živi na tistem drevesu, je pa urgentna medicina zelo povezana, imamo cel kup prekrivanj. Kaj pa je nujna medicinska pomoč? Je pa dejavnost. Zdravstvo, ki temelji na urgentni medicini. Tako da te stvari v bistvu se prekrivata. Na sliki vidite tle na levi strani so naši predniki, ki so imeli tako dobrega rešilca z dvema poslama, oni so bili iz Kranja in sicer so bili to prostovoljni gasilci, to niso bili zdravstveni delavci, to so bili ljudje, ki so iz srca to delali. Tako, kot če danes imamo prostovoljne gasilce, ki se jih spomnimo samo takrat, kadar so kakšne hude nesreče, kadar jih pa ni, nam pa nič ne pomenijo, nažalost. Slika so bili pa v Ljubljani. No in na desni strani imamo pa sodobno nujno medicinsko pomoč. Vidite, kako pomembno je sodelovanje vseh drugih služb, gasilcev, policije, potem lahko pacientu pomagamo. Namreč v nujni medicinski pomoči sta dva osnovna zakona. Prvi je pravočasno in drugo je pravilno. Znači ti ne pomaga, če znaš dobro življati, če si prišel pol ure prepozno. To se pravi, sistem je treba narediti tako, da lahko učinkovito in hitro deluje. Koliko je star tale naš NMP? Nujna medicinska pomoč se je rodila leta 1996 v Uradnem listu, decembra 1996. To se pravi, bo kmalu 30 let stara. In se še spomnim, ker smo sedeli v ministrstvu, sem bil v tej skupini projekt NMP v Sloveniji, kaj je pravilnik išel, smo rekli, še ne 5 let, pa bo sistem laufal. Kva smo zdaj leto 25, a sistem že laufa, ste gledali zanj Tarčo v helikopterju? Ne, koliko laufa, slabo laufa, ne. Dobro, da ljudje ne vejo. No, ampak gledamo nazaj. Leta 1996 je šel pravilnik, ki je v bistvu postavil pravne temelje, da obstaja sploh ta dejavnost. Ker prej te dejavnosti ni bilo, da rekli, kako jo ni bilo. Ja, ni jo bilo, ker je kakšen zdravstven dom se zorganiziral, tako je pa bilo. Uganite, koliko pacientov je zaradi tega trpelo nepotrebno oziroma koliko jih je umrlo. No, ampak leta 1996 je šel pravilnik, od takrat imamo uradno ta sistem, ampak leta 20 let nazaj, primarij Armeniji je napisal pravilnik o službi NMP zdravstvenega doma Kranj. To je prvi pravilnik v Sloveniji, še ni to važno, bolj važno, to je tudi odprl ambulanto za NMP. To je bila posebna enota. On se je prvi začel zavedati, da je NMP nekaj posebnega, da to ni splošna medicina, to je nekaj drugega. More omogočiti tudi pravočasno, ne samo pravilno. In ker je bil učinkovit, so ga potem v Ljubljani takoj porabili in je on vzpostavil SNMP, ker prej so imeli v Ljubljani cel kup zdravstvenih domov, vsak zdravstveni dom imel neko svojo dežurno službo, vse skupaj bi jim Bog pomagal, ki bo on prišel iz Kranja v Ljubljano, so to zvihtali. Takrat naprej imamo SNMP v urgentnem bloku kliničnega centra. Tako da je on je bil en prvi pionir, v bistvu, ki je zaslutil, da je NMP nekaj posebnega. 10 let kasneje, leta 1986, se je primarij Žmalc v Celju spomnil in je rekel, čakaj malo, na terenu nimamo to dobro zrihtan. In je svoje doktorje in reševalce pelil v bolnico, so se naučili urgentnih posegov, urgentnih aktivnosti, kupili so en velik kombi, ker v nizkih rešilcih ti ne moreš uživati, da moraš pacijenta rihtati. In so začeli, imeli so tudi že defibrilator prenosen, kar v Sloveniji prej še ni bilo. Razno v Ljubljani je profesor Jagovic skušal vzpostaviti neko paramedik sistem, pa se ni odnesel. In je ta ekipa začela voziti na intervencije, na nujne intervencije. Uganite, kdo je prej te pacijente hodil gledati. Ja, v glavnem pogrebna služba. Ko je on začel, je pa naredil še nekaj pametnega. In sicer
Smisel si obrazec. Tako da za vsako intervencijo so morali izpolniti obrazec. In je on potem delal statistiko. In še ena vizionarska zgodba. Takrat so se začeli računalniki in so imeli računalničarji v hiši, ki so obračunavali plače in so mu naredili aplikacijo in je on vnašal podatke v aplikacijo leta 86. In 3 leta kasneje je v zdravstvenem resniku, je bil zdravniški zdravstveni, objavil že članek. 3 leta izkušenj s to ekipo in reanimacije, 123 reanimacij so imeli. In imel podatke, koliko jih je preživeli, kaj vse so delali in tako naprej. Leta s takim rešilcem se je vozil po celi. To je bilo leta 86. 10 let je trajal, da je prišel potem pravilnik iz 96, ki je skušal shemo od Armenije in od Žmavca implementirati po celi Sloveniji. Seveda leta 96 cela Slovenija ni še začela s tem, to se je začelo počasi razvijati. A vidite, o čem je fora? Na 10 let, en se nekaj dobro razmislil, 10 let traja, da se to približno implementira. Koliko ljudi je po nepotrebnem reč prišlo, ne? A se to kdo sekira? Ne. Zakaj? Zato, ker odločevalci v zdravstvu ne vejo, kaj pomeni NMP. Oni mislijo, da to pomeni, ni moj problem. Ne? Ima občutek, da to še vedno traja. A ne tlejo, vidite, v zdravniškem vestniku je izdal podatke, kaj je delala ta ekipa. To se je sam zmislil, tega mu ni zavarovalnica plačevala. To je zdravstven dom skušal nekaj sredstva dobiti. 10 let so to delali, preden se je zadeve potem formalno odzivitali. No, zdaj pa magistra Bručana, ki ga žal mi je žal, da ga ni tukaj, on bi lahko seveda več povedal o bolnišnični, pa jaz bolj govorimo o prehospitalni. Ampak on se je prizadeval, da bi urgentna medicina postala prepoznavna in enakovredna drugima. In se spomnim, da tle je bilo bilo. Vidite, leta 93, v petek 14. septembra 93 v 10. pridete na ministrstvo in kaj je bil dnevni red, malo sem počečkal gor, takrat nisem vedel, da bi mestovstvo tam vam kazal, 20 let nazaj. Konstituirane stane strokovne skupine za urgentno medicino in pa je razprava o pravilniku. Takrat smo vedeli, da moramo pravilnik narediti. In gledajte tretjo točko, urgentna helikopterska služba, leta 93. Kaj smo zdaj? Kjero leto smo zdaj? A vidite, koliko let rab ta država, da nekaj vzpostavil, kar stroka predlaga. No pa še vse zapisnik, kaj smo se šli. Leta 93. No, ampak v glavnem, leta 95 se je začel projekt NMP. Namreč Edita Stok, zdravnica, ki je bila prej na Ministrstvu za obrambo, ki je vodila saniteto vojske, je prišla na Ministrstvo za zdravje in je vedela, kaj rabimo. In je bil vzpostavljen projekt NMP v Slovenijo, ona je bila šefica za to in je potem v okviru projekta ta pravilnik nastal. Nažalost je leta 8 umrla, leta 9 se je zgodba končala in potem smo spet zdrsnili v spanje. Ampak v tem pravilniku so bili omenjeni vsi elementi sistema NMP. In tudi za vse enote je bilo napisano, kakšnega tipa so, kakšni morajo biti kadrovski strokovni in nekaj normativi. Naj vam pokažem helikoptersko zgodbo. A ste videli, že leta 96 v pravilniku piše, da mora biti HNMP. Kdaj je ta prvi helikopter začel leteti? 2003. 7 let, sem prav zračunal. Maribor še leta 16. To pomeni, da polovica Slovenije ni bila deležna helikopterske NMP. A se kdo za to sekiral? Občutek imam, da nobeden, razen zdravstvenih delavcev, ki so na terenu. To je bila prva ekipa, to je prva intervencija. Kalkoritnica je padla nad kolesar in je doktor poklical helikopter, se je o junačenju poklical in so naši prišli in so ga peljali v Ljubljano. In pa je, ne vem, nisem bil zraven, so rekli, so ga pripeljali kirurg pa je rekel, a za takrat so zdaj helikopter rabili, ne? No pa je po diagnostiki so pogledali, da je imel rupturo ledvice pa pneumotoraks. Kalkoritnica, veste, koliko je to dela, da prije do najbližje bolnice, tako da je bil prevoz čisto temeljen. No in pokažemo še tole sliko. Če ste gledali tarčo v helikopterih, gledajte, mi smo ga že, namenski helikopter. Ne samo, da je bil noter opremljen kot rešilc, bil tudi ustrezno označen kot rešilc. To je bilo leta 2007, pa sem zdaj leto 25, mi se pa krigamo, kdo ga bo vozil, pa kakšne barve bo. Pa helikopter sploh ni glavni problem pri helikopterski NMP, ampak cela organizacija. Dispečerska služba. V pravilniku iz leta 96 je napisan člen o dispečerski službi.
Delovati je začela še leta 18. A vidite, to so desetletja. A ne? No, to je prva dežurna sestra oziroma šefica dežurne ambulante v Kranju. Čas vrminjamo, 2 telefona pa uškali. To je bil dispečerski sistem zdravstvenega doma Kranju. No, tako lepa danes gleda. In kot veste, dispečerski sistem še vedno ne pokriva cele Slovenije. Gorenjske ne pokriva. A ne? In zdaj imamo, to je nujna medicinska pomoč. Imate pacijenta, ki rabi takoj pomoč. Ne moreš filozofirati. Ne? Kjer elementi vse vplivajo, da bo ta človek preživel, pa da bo dobro razkrben? Vse to. A vidite, koliko je to različnih elementov, ki morajo delovati? To je kot veriga. Če en člen ne dela, veriga ne funkcionira. In vsega tega nimamo razvitega dobro, tako bi zadeva dobro laufala. In kaj je zdaj rekel gospod? Ne, bom še počakal z gospoda. To se pravi, če gledamo zdaj to zgodovino, kaj pogruntamo? Prvič, kar je nesprejemljivo, da je razvoj tega sistema odvisen od posameznikov. Pa ta sistem bi morala voditi država. Ne pa, da se zmalc spomni za rešilca, pa meni spremljam, kamor napeljač. To je ena stvar. Ko se pa že nekaj dobrega spomni, pa traja 10 let in več, da se to implementira. Nihče se ne sekira, zato da nam pa pomeni moj problem. Ne? To se pravi, država se ni skazala kot dober upravljalskega sistema, zato si mi domišljamo, da bi rabimo eno drugo državno inštitucijo, ki bi bila relativno neodvisna od vladajočih struktur, a so nakloni, a niso nakloni, ta inštitucija bi morala funkcionirati. To bi bil stik stroke in države. Kaj? Stroka bi dala organizacijske navodila, država bi to implementirala. A ne? Ampak trenutno je funkcionirala do zdaj zgodba, kot smo videli v zgodovini, takole, kot je rekel Albert Einstein, ne? Blazno se je vedno znova ponavljati isto stvar in pričakuje, da bo kaj drugač. Ne bo drugač. Ne? In druga zadeva, ki pa še pa depresivna, ne? Je pa rekel takole, imeli bomo usodo, ki si jo bomo zaslužili. Ne? Mislim, da si pacijenti ne zaslužijo slabo delujočega sistema NMP. Ampak, ker je pa pomlad, moramo biti optimistični. Hvala lepa. Lepa hvala magistru Mitji Mohorju, ki je zelo plastično predstavil, žal ne preveč rožno to zgodovino nastanka urgentne medicine in NMP. In jaz mislim, da je tukaj naš cenjeni kolega, docent Figo Možina, tisti, ki ga mora biti zdaj povabno, ker vodi internistično prvo pomoč, da poskuša predstaviti malo iz svojega zornega kota in iz svoje plati to, kar kot urgenco doživlja pri bolnišnici. Mitja je lepo povedal marsikaj in velikokrat sva sedela na kakšni taki delovni skupini, kjer smo lahko ponavljali, preselili delovno skupino iz ministrstva na zbornico, pa v združenje, pa nazaj sam, pa tja, ampak učinka nikoli ni bilo večjega. Ne? To nas je stalno molil, ker smo točno videli, kam bi morali iti, sam se to nekako ne zgodi. Zakaj ne? Verjetno zato, ker so deli NMP široko razsejani, tako kot je seveda treba, ampak zaradi tega ponavadi ne moremo delovati kot ena taka enotna skupina ljudi. In tudi ta pravilnik leta 1996 je pravzaprav prvič nekako uradno oziroma smiselno povezal predhospitalno NMP in hospitalno NMP, tudi imenoval NMP. Torej, gre za isti sistem, predhospitalna in hospitalna NMP. Prej smo se nekako imeli za nekaj drugega, čeprav smo vedeli, da se ukvarjamo z istimi bolniki in kako pomembno je, kako je bil obravnavan bolnik že izven bolnišnice in kako bo obravnavan v bolnišnici. Če so pravilni nastavki na terenu in nadaljujemo pravilno tudi v bolnišnici, potem je to za bolnika najboljše. Prej je bil sistem hospitalne, rečemo, tak, kot je v nemško govorečih deželah marsikje še danes. Se pravi, razdeljen je bil nekako na tale internistični del in kirurški del.
In pri nas v Sloveniji se ta internistični del tradicionalno imenoval IPP, v vseh bolnišnicah praktično so prevzeli to ime, ki je nastalo nekje pred 63 leti v Ljubljani in ta drugi kirurški del. V Ljubljani smo imeli to srečo v UKC, da smo imeli v centralnem urgentnem bloku združene vse najvažnejše dejavnike te hospitalne urgence. V drugih bolnišnicah pa je bilo to pravzaprav največkrat razdeljeno, razklopljeno v 2 zgradbah, lahko v 3 zgradbah. Tako da pod nas je bilo delovanje dokaj učinkovito in modernejše in je po tem vzoru se potem pojavlja tudi ideja o urgentnih centrih in se je potem ta gradnja urgentnih centrov zgodila po celi Sloveniji. Tle je bil en majhen spodrsljaj, to se točno spomnim, 2007-2008, klinični center je že imel načrt za urgentni center že 10 let, medtem ko so se finance, ki so prišle iz Evrope, za vse urgentne centre pojavile tam 2008-2009, če se ne motim. In izgradnja teh urgentnih centrov je bila pospešena in zelo mudila, ker je bilo treba porabiti ta sredstva. Medtem ko v sami vsebini organizaciji teh urgentnih centrov še ni bilo čisto nič jasno. In te nejasnosti so se vlekle v naslednjih, rečemo, desetletjih naprej. In zato marsikje zadeve še niso tako urejene, kot so. Financiranje izgradnje urgentnega centra v Ljubljani je pa izpadlo iz tega, zaradi tega, ker so načrti bili že odprej in seveda tega takrat niso mogli vključiti. Zato smo mi celo z izgradnjo, obnovo našega urgentnega centra capljali zadaj in pravzaprav še zdaj ni končan. Tako da en del centralnega urgentnega bloka še čaka na obnovo. Takrat, leta 2008, se je tudi začela specializacija iz urgentne medicine, se je že Mitja nakazal. In to je pomembno, ker smo vedeli, da bodo ti zdravniki zelo dobro izobraženi specialisti, ki bodo poznali veščine, ki so potrebne pri zdravljenju kritičnega bolna, hkrati pa bojo pripravljeni za delo na terenu in tudi bolnišnice. Take povezovalne zdravnike v bistvu ta veja potrebuje, ni pa to povsod na svetu enako. Angleško govoreče dežele imajo ta sistem, nemško govoreče, nekateri imajo še vedno tistega drugega, ki smo ga imeli prej in ga imamo v Ljubljani še. Zakaj je v Ljubljani še tako ostalo? Do neke mere predvsem zaradi tega, ker je to največji urgentni center in pri obvladovanju 170 000 bolnikov, ki pridejo na urgenco na leto, pač potrebuješ različne profile zdravnikov in je nemogoče to pokriti z urgentnimi doktorji, ki jih je še danes 10-krat premalo. Zaradi tega bomo še vedno in upam še dolgo odvisni od sodelovanja raznih profilov na urgenci in to so naprimer nekatere dežele, ki so zgodaj začele z urgentnimi zdravniki, spoznale v zadnjem desetletju, tako da imate v Angliji in predvsem na Nizozemskem že uvajajo akutne interniste na urgenco. Zato, ker vedo, da današnja populacija starih polimorbidnih bolnikov zahteva nek ta napredek v tej smeri. A lahko potem, kljub temu, da recimo vidimo, da je veliko teh pomanjkljivosti, vseeno rečemo, da recimo to, da je akutni srčni infarkt, recimo, ki je imel pred novimi metodami zdravljenja tudi po 50% smrtnost, se preko intenzivne interne medicine in preko recimo poti, kot so ta sistemi in non-sistemi, sterena, torej posnetek EKG, pa potem recimo, a se direktno v kateterski laboratorij pošlje ali ne, da dobro funkcionira. Jaz mogoče to lahko vseeno potem vprašala ena druga dva kardiologa, da še malo spregovorita, ali bi recimo Aleš, profesor Blinc ali profesor Frasel
Mislim, čist meni, a ne? Kar Aleš na njega sem Ja. govoril. Se vem čisto, ker mi imamo za vseeno smrtnost 2%, da malo poveš te faze vmes, kako je pravzaprav prišlo do tega. No, to je gotovo fascinanten razvoj, ne? Zdaj, tako bom rekel, medicina še vedno nas uči, da smo realni, skromni, je pa to seveda eno od svetlih področij in točno to, ne, razvoj fast track, katetrizacije, PCI za bolnike z srčnim infarktom je to bil en tak svetu trenutek, na katerega smo lahko vsi ponosni, predvsem pa tisti, ki so to pognali in implementirali. Tako da tle kapo dol se globoko strinjam, da je to lepa stvar. Mogoče, no, če sem že pri mikrofonu, dovolite ena kratka anekdotica iz zgodovine medicine, žilne medicine, pa bom res kratek, ker vem, da smo že utrujeni. To je tako, pozna 80. leta, mi smo bili grozno ponosni, da smo ultrazvok dobili za objektivno diagnostiko venske tromboze. Naše sestre niso bile pač kaj navdušene. Sestra Marija je razlagala, prav te mladi doktorji, prav to je nekaj groznega, prav kar naprej nekaj tekajo na ultrazvok, mi moramo pacijente voziti na ultrazvok. Včasih je bilo 100-krat boljše, ker je primarij Leskovic potipal, pa je rekel, to je tromboza ali pa to ni tromboza. Tako da, evo, zdaj, kaj nas to uči, če dovolite še 2 stavka komentarja, ne, to se prav jasno, medicina se ni začela z nami, se z nami ne bo končala, smo pa v nekem dinamičnem obdobju in zelo hvaležen sem profesor Zupanič, da je to popisala, to novejšo zgodovino. Zdaj, če pa mečkaj še gledam naprej, a ne, je pa seveda izzivi bodo še naprej, izzivi, ki jih je omenil docent Juk na začetku, a ne, umetna inteligenca, sprejemanje tehnologije, povezave. Globoko sem pa prepričan, da še vedno bo potrebno tudi s človeškimi lastnostmi, zavestjo, z empatijo sprejemati to, kar nam bo umetna inteligenca servirala. Umetna inteligenca ima fantastične sposobnosti prepoznavanja vzorcev, nima pa senzorjev, nima limbičnega sistema, nima zavesti, nima ta prave empatije, lahko jo na nek način simulira. Tako da jaz osebno sem optimista, ne, to se pravi, konca zgodovine ni, verjetno bo še zelo zanimivo tudi naprej, tako da hvala lepa. Ja, lepa hvala profesorju Alešu Blincu. Zavedamo se, da je tudi velik strokovnjak za kardiologijo in za žilne bolezni in da seveda je to eno področje, ki bomo še na koncu omenili, ampak zdaj se rada vseeno malo glede na to, da je za vsem tem ogromno raziskovalnega dela, približ do teh rezultatov, obrnila na našega kolega Tomšiča, profesorja Matijo Tomšiča, ki pa pravzaprav prihaja prav z področja in tudi tukaj njegova dolgoletna sodelavka primarij Kosova. Torej, raziskovalno delo je revmatologiji dalo enormne rezultate. Čisto nove stvari ste upeljali v svet z raziskovalnim delom. Daj malo povej, kako to vzpostaviš? Kakšni ljudje so to? Kaj je recimo, žal mi je, da profesor Rozman, akademik Rozman in da ne znam, ja, ne? Ampak tisto, kar pa jaz lahko povem pa to. Akademik Rozman je od nekdaj res težil za raziskovalnim delom. In oni so imeli prve raziskovalce, ki so bili sploh na univerzi razpisani. On je čisto ta prve raziskovalce zaposlil. Govorila sem tudi s profesor Božičem, ki je včasih delal pri vas, pa je farmacevt, pa je bil dekan na fakulteti, pa predsednik upravnega odbora univerze in tako naprej. In on je rekel, tujina, ogromno dela, ogromno študija. Malo povej, kako je to pri vas? Ja, profesor Rozman je začel s tem raziskovalnim delom. Recimo, kako je on doživljal stvari, ne? Vsak dan, recimo, sem bil mlad specializant in sem rekel, ta case bi pa jaz rad objavil, a v zdravstveni, če bi rad kaj povedal, povej vsem. Ne v Sloveniji, ne v Jugoslaviji, pošelj ven, pa če je tam, da ti bojo objaviti, če pa ne, pa ne. Se pravi,
širina ni Slovenija, širina ni Jugoslavija, ampak povej svet tukaj. In seveda raziskovalno delo je bilo zelo, zelo intenzivno. Sam se na začetku nisem vključil zaradi tega, ker je bil Blaž, profesor Rozman je bil zelo bazični raziskovalec. Ne se v laboratoriju nisem znašel. Ampak je dal pa tisto okolje, tisti milje, kjer smo pravzaprav vsi nekako živeli s tem raziskovalnim delom. In potem, ko sem postal predstojnik, sem jaz sam dodal zraven, da smo se zelo, zelo usmerili pa v klinično raziskovalno delo, ki ga prej bil mogoče manj poudarek. In s tem klinično raziskovalnim delom in moje mnenje je, da če ni raziskovalnega dela, tudi ni dobre klinike, smo v bistvu dosegli to, da smo z določenimi postopki pravzaprav prehitevali, ne da smo se učili od drugih, ampak so se drugi pravzaprav od nas učili. In eno leto je bilo zelo zanimivo, par let nazaj, ko smo v enem letu dobili 2 povabili na Harvard in na Stanford in so naše pač kolegice šle odpredavati nekaj, kar pravzaprav smo mi že delali, na Harvardu so pa šele uvajali. Kaj povej, katere stvari so to delali? Ja, kar se tiče klinike, je bilo pač to ultrazvočna diagnostika. Mi smo pravzaprav bili med prvimi v svetu, ko smo začeli fast track kliniko za gigantocelični arteritis. V času, ko je imel London približno 35% slepitev s to boleznijo, smo imeli mi 9% in ko so oni čez par let spravili na 12%, ko so dobili največjo nagrado Ministrstva za zdravje v Veliki Britaniji, ker so naredili tak velik napredek. To, kar smo imeli pri nas pravzaprav že leta in leta. Tudi recimo profesor Hočevarjeva je zdaj vsako leto vabljen na ameriški revmatološki kongres, kjer ima pač predavanje. In ja, to raziskovalno delo nam je dalo veliko tudi našim bolnikom. Ko smo začeli zbirati podatke klinične, smo nekako ugotovili, da ob strahotnih čakalnih dobah, kar so novinarji ves čas poudarjali, smo imeli eno najkrajših časovnih obdobjih od začetka bolezni revmatitnega artritisa do postavitve diagnoze. V Sloveniji je to recimo 12 tednov, večina evropskih držav na to 18 in več tednov. Podobno tudi z gigantoceličnim arteritisom. Je pa res, da v bistvu se ti podatki nikoli niso javno želeli objavljati, čeprav sem isto velikokrat poudaril, ampak so ta del spustili, poudarili pa so seveda dolge in grozne čakalne dobe Nemo profeta in patrija. Ja. In dejstvo je tudi, da premalo pohvalimo. Jaz mislim, da se ogromno stvari premika prav s pohvalo. Pohvala je jedno tako sjajno gonilo tudi za naše študente. Jaz vedno sandwich sistem prakticiram, najprej pohvalim, potem kritično vem, kar je treba povedati, ampak zelo dostojno, seveda, dostojanstveno, in potem spet spodbudim in ti laufajo, delajo. Tako da pohvale bi moralo biti absolutno več. Da pa recimo vseeno zaključimo to omizje, vem, da ura pač teče, jaz mislim, da bomo lahko veliko več, pa človek vem, kaj še vse pogleda, ampak tudi vaš čas je dragoceni, smo hvaležni, ker ustrajate. Vseeno mislim, da je silno pomembno, da recimo še poskušamo malo tako tiče perspektive človeka in na njegovo polimorbidnost, na tudi starejše in na vse tisto, kar pravzaprav vpliva na to, da smo morali biti bolj bolni, kot bi smeli biti. Recimo, spet Framinghamska študija, ki jo izvajajo leta 1948 naprej že sledijo v Ameriki, kako recimo ljudje, kako se prehranjujejo, kako se gibljajo, kako je z njihovo telesno težo, krvnim pritiskom in tako naprej. In dobivajo ogromno podatkov. Recimo, statini so prišli na osnovi tega in tako naprej. Kaj bi moral slovenski človek na osnovi tega enormnega znanja tukaj, najdragocenejših sogovornikov, bolj upoštevati, da bi bili bolj zdravi, da bi manj zbolevali, da bi kakovostneje živeli? Če lahko predstojnika prosim,
da mogoče poskuša sumirati to, pa nas nekako se posloviti. Zvonka, hvala za to priložnost. Jaz mislim, da pač sedimo v terciarni inštituciji, ki sui generis seveda teži predvsem k prebojem v intervencijah, k akciji, k reševanju življenj posameznika. O tem smo danes zelo veliko slišali. Je pa še kako pomembno, da po teh reševalnih akcijah seveda sledi neko ustrajanje v tistem, kar znanost nekako dokazano priporoča za to, da se zdravje ohranja in krepi. In da tukaj seveda ni samo akutno obdobje pomembno, ampak je pomembno dolgoročno spremljanje, je pomembna rehabilitacija in ne nazadnje spoznanja, ki sledijo iz sledenja bolnikov. Skratka, ti bolniki se vračajo, ti bolniki so dokazano bolj sodelujoči v procesih zdravljenja, če imajo stik s vrhunsko medicino in še bi lahko našteval. Skratka, jaz bi izpostavil seveda vlogo nekaterih delov naše srčno-žilne medicine, ker jaz mislim, da gre za celoto, od vstopa v recimo urgentni del do rehabilitacije po intervencijskih posegih, tako kardioloških kot kardiovaskularnih. No in vse to skupaj seveda nam da lahko neka nova spoznanja, ki seveda nas krepijo v prepričanju, da je prihodnost medicine v personalizirani preventivi. Skratka, prihodnost medicine nikakor ni v tem, da bomo seveda, tako kot Brian Johnson, recimo, iskali rešitve v večno pomlajevalnih metodah ali pa recimo mašinah takih in drugačnih, pač pa da bomo umirali zdravi, če parafraziram. No in tukaj je seveda doprinos recimo z področja, s tem se ukvarjam preventivne kardiologije, v Sloveniji zelo velik, morda tega ne veste, tako kot večina Slovencev ne ve, da smo prvi po številu transplantacij na milijon prebivalcev, da smo recimo prvi po številu ustavljenih zaklopk perkutanov na mesto aortne zaklopke, da smo med vodilnimi na nekaterih drugih transplantacijskih področjih. Ne ve tudi tega, da preventivna kardiologija v Sloveniji letno ohranja vsaj toliko življenj kot intervencijska kardiologija, kardiologija skupaj, to je približno 900 življenj, namreč to se da izračunati iz epidemioloških krivulj. V 20 letih se je standardizirana umrljivost zaradi teh bolezni več kot razpolovila. Prezgodnja umrljivost se je zmanjšala za preko 60%. Tako da, to so neki dosežki, ki seveda narekujejo, kako bi človek rekel, nekdo je rekel, svetlo prihodnost. Seveda razumevanja veliko ni. Mene predvsem moti, in zato to še posebej poudarjam, dobro prepričan, verjetno, da se preventivna medicina ne dela v pisarnah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer ljudje sedijo, mogoče grejo vmes še malo na kavico, pa na tržnico, potem na pamet solijo, ampak preventivna medicina se dela iz urgentne in akutne medicine. Samo tisti, ki to počnejo in pravzaprav vidijo, kaj to pomeni, ko nekomu seveda stvari odpovejo, tisti lahko kvalificirano o tem nekaj rečejo. In dokler seveda ta družba tega ne bo prepoznala in bomo tako vsak na svojem bregu, saj so seveda svetle izjeme, toliko časa seveda tistega bistvenega preboja. In to je naša priložnost. Mi imamo, če kaj, poleg te čudovite dežele, pa poleg tega, da seveda nismo z ničemer zadovoljni, skozi samo kritiziramo, seveda imamo eno komparativno prednost, da smo mi vsi skupaj neka kohortna raziskava lahko. Namreč število prebivalcev je toliko majhno, da vidimo iz enega konca dežele na drugega, vsi se med seboj poznamo in težko je defirati.
ker je težko blefirati, seveda je včasih težko priznati, kako dobro je. On je tukaj nekaj stvari je bilo povedanih. Jaz moram reči, da mi je bilo slabo, ko sem gledal oddajo Marcel v ponedeljek, ko je seveda naš kolega strašno razpredal o tem, kako bi rešil vse, če bi vsak od zdravnikov pogledal 2 pacienta več v ambulanti. Ampak vse tega smo vajeni, kot sem rekel na začetku. Ko pride recimo v klinični center upravljati s temi lenimi zdravniki, agroživilci, potem je seveda rezultat jasen. Tako da, če se vrnem na začetek, Marko, hvala, da si povedal to o umetni inteligenciji. Medicina čez 10 let bo seveda drugačna. Skratka, umetna inteligenca bo nedoumno, pravzaprav v vseh porah, ampak tega, kar je Aleš poudaril, tega stika z zdravnikom, seveda si bojo pacienti še kako želeli. Vsaj v takem vsega, ko imajo zdaj. Tako, ne? Potem, ker prebivalstvo se bo seveda staralo in dostopnost se bo samo še slabšala. Hvala. Jaz se pa še vsem zahvalim za vso pozornost, za toliko časa ste tukaj ostali, mogoče kaj novega zvedeli in vse tiste, ki ste sodelovali, pridite dol, tile rožci so za vas. Še naprej lep popoldan in dajmo čvrsto stati za našo medicino, znamo, zmoremo, ampak tudi v javnosti mora biti tako. Hvala.